Lepo pozdravljeni. V začetku tedna smo vstopili v leto 2013. Na Mariborskem trgu Leona Štuklja, kjer je potekalo največje silvestrovanje na Štajerskem, je novo leto dočakalo okoli 6000 ljudi. Zabava je trajala do zgodnjih jutranjih ur. Zahtevnejši pa so novemu letu nazdravili v hotelih, kjer so jih razvajali z izbranimi jedmi. Silvestrovanje v središču Maribora je še enkrat utrdilo sloves, ki ga ima kot prva tovrstna javna prireditev še iz nekdanje Jugoslavije. V ospredju je bilo druženje, čeprav nedavnih preobratov v mestni politiki mnogi ne bodo pozabili. 2012, po vsej verjetnosti po tehle burnih protestih, ki so se dogajali v Mariboru. Upam, da se bojo bistveno boljše zaključile ali pa vsaj začeli premikati. Na mesto župana je tokrat Mariborčane v novo leto popeljal Edvin Fliser. Na zdravje! Da se ljudje najdemo, da se umirimo in da ne pozabimo, da ne moremo sami živeti, da treba ljudem pomagati. Ljubezni, predvsem enih osebnih dvigov. Vseh teh krizah, samo ljudi, Bože mili, naj bojo zdravi. Veliko zdravja in da je imela uspeh v šoli. Upam, da bo boljše kot lansko. V čem? Ljubezni. Nekateri pa so novo leto pričakali v zaprti družbi in ob gurmanskih presežkih v hotelu Habakuk pod Pohorjem. Prestižna silvestrska večerja za 240 gostov tudi iz tujine je bila razprodana že tedne prej. Glavna jed, telečji file, te pa imamo bife, v ponoči pa imamo tako, da je pri nam običajno sarme, kisle juhe, odojka. Maribor pa je danes postal Evropska prestolnica mladih. To je kakih 200 mladih iz 37 držav primerno proslavilo. Bomo praznovali kar 4-krat, se pravi po lokalnih časih vseh udeležencev. Need a total rethinking of what makes young people really motivated. Pestra novoletna noč je tudi za mariborskimi poklicnimi gasilci, ki so imeli 6 intervencij, medtem ko je na urgenci minila precej mirneje, kot so vajeni. Žal smo prvi dan novega leta morali poročati tudi o tragični silvestrski nesreči. V noči z 31. decembra na 1. januar je prišlo do požara v Zgornji Ročici v bližini Lenarta. V njem je umrla starejša ženska, ki je sama živela v starejši hiši. Ko je sin pokojnice okoli 21:30 prišel domov, je bila streha materine hiše v plamenih. Ogenj se je že tako razširil, da ni mogel več v gorečo stavbo. Tako je poklical gasilce. In nažalost, seveda, požar je že bil tako daleč, da nismo praktično vedeli, če še je kdo v hiši. Seveda, pol je prišel sin in rekel, da pač mama še bi naj bila v hiši in seveda, nažalost, je že to vse skupaj bilo prepozno. Vzrok za tragični požar je najverjetneje opečina trda goriva, ki jo je 79-letna ženska uporabljala za ogrevanje. Prva ocena, ko smo jo opazili, je bil vzrok dimnik, mislim, cevine peljava dimnikov, ne, tako da. In seveda na štedilniku je mama imela zložene drva, tako da zgleda pa časopis, ker je pač sin tako dejal, da je včasih ta drva tudi sušila in sigurno je bil vzrok požara dimniški požar, ne. Približno 50 prostovoljnih gasilcev iz Svete Ane, Benedikta in Lenarta je ognjene zublje ukrotilo šele po 3 urah. Po več kot pol stoletja in prvič v samostojni Sloveniji 2. januarja nismo imeli dela prostega dne, ampak smo ga preživeli v službah. Zato je kriv zakon za uravnoteženje javnih financ, ki ga je lani sprejel Državni zbor. En praznični dan manj naj bi namreč bistveno prispeval k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu. 2. januar je bil z 2. majem in z dnevom republike za praznik določen leta 1955. Predlog zakona je sprva predvideval tudi ukinitev 2. maja kot dela prostega dne. Prazniki pač imajo svojo funkcijo. Že sama beseda praznik pove, da je to praznina, torej odsotnost dela. V večini evropskih držav je 2. januar delovni dan. S tem ukrepom naj bi danes slovensko gospodarstvo pridobilo 35 milijonov evrov in postalo bolj konkurenčno. Okoli 300 000 evrov pa naj bi prihranili v javnem sektorju. Zaposleni namreč ne bodo prejeli dodatka za praznično delo. Jaz bi raje 2. maj ukinila. Jaz osebno imam danes dopust. Torej ne vem, če je s tem kaj privarčevano. To mi ni všeč.
Zaradi tega, ker lani smo bili doma, zdaj pa moram v šolo. Moj bruto prihodek se ne bo nič povečal, kvečemu bo malo manj, ker sem zdaj mogel še enkrat na malico iti. Ukinitev prostega dne pa ni usodno vplivala na dejavnosti v gostinstvu in turizmu, kjer že tradicionalno pripravljajo novoletne plese. Glede na to, da smo v taki branži, kot je gostinstvo in turizem, smo vsako leto imeli, 2. januar najbolj delavn, nekje od 23. decembra dalje poteka, imamo vsak dan živo glasbo, so pa mogoče naši ljudje malo prikrajšani, saj so bili prej praznične ure. En dan ima svojo ekonomsko težo, seveda. Eno je, koliko se naredi, drugo pa je, koliko potem to ljudje občutijo v svojih denarnicah. Sicer pa bomo v letu 2013 imeli 11 od 13 dela prostih dni med tednom. Prva priložnost za podaljšani konec tedna bo že februarja ob slovenskem kulturnem prazniku. Med slovenskimi delodajalci je praksa zaposlovanja delavcev prek zaposlitvenih agencij že ustaljena, saj sistem podjetja znižajo stroške. Tako tudi v skupini Žito, kjer najemajo delavce prek več agencij. Nazadnje pa so se v Žitu dogovorili za sodelovanje z agencijo, preko katere naj bi delavci v mariborski enoti Žita delali za 327 evrov bruto mesečne plače. Sindikati so se ostro odzvali in opozorili, da takšne pogodbe o delu pomenijo začetek zelo nevarne prakse in ustvarjanje novodobnih sužnjev. O kršitvi slovenske delovnopravne zakonodaje so obvestili tudi inšpektorat. Delavcem v Žitu, ki so prisiljeni delati preko slovaške zaposlitvene agencije, je ta za 31. decembrom ponudila v podpis pogodbo, s katero bi zaslužili 327 evrov in 20 centov mesečno bruto. Ko sem v bistvu povprašal, če oni mislijo resno s to pogodbo, sem dobil v bistvu, da so to dali ljudem na voljo, v smislu sprejmite ali pustite. Skrajno nedopustno, oziroma jaz mislim, da bi to moralo biti kaznivo. Pogodba je napisana delno v slovaškem jeziku, nekateri členi so dopisani kar z roko. V Žitu pred kamero niso želeli. V sporočilo za javnost so zapisali, navajam, da so pogodbe med agencijo in najetimi delavci izključno stvar bilateralnega in zaupnega odnosa, zato v te pogodbe nimajo vpogleda. Ali so to bile zahteve delodajalca Žita ali posredovalne agencije iz Slovaške? Jaz bi predvideval, da je naročnik tisti, ki po posredovalni agenciji reče, pod kakšnimi pogoji hoče najeti delavce. Jaz se samo sprašujem, na kak način bojo pojasnili slovenski javnosti to v Žitu, ker to se mi zdi, da ne vem, mislim, jaz kaj tajega še nisem videl. Za vse, tudi najete oziroma agencijske delavce v Sloveniji velja slovenska zakonodaja, opozarjajo sindikati. In še, da minimalna plača v Sloveniji znaša 763 evrov bruto mesečno in nihče, niti zaposleni v agencijah ne smejo imeti nižje plače. Kaj pa ti delavci, kaj če so podpisali tole? Jaz bi rekel, da so te pogodbe za mene definitivno nične in vsak bi se mogel bodisi obrniti ali na sindikat ali pa na inšpektorat. Med najbolj spornimi členi v pogodbi je tudi tisti, po katerem naj bi delavci opravili do 250 nadur mesečno. Slovenska zakonodaja dopušča le 170 nadur letno oziroma 230 na leto s soglasjem. Zakonodajo imamo za delavca zaposlenega v Sloveniji in mislim, da se to mora spoštovati. Da v Žitu ni vse, kot bi moralo biti, dokazuje tudi podatek, da je mariborsko enoto podjetja delovni inšpektorat pred 2 letoma oglobil skupno 6000 evri, ker so nekateri delavci delali več kot 16 ur na dan. Novo leto nam je prineslo tudi nove višje cene na položnicah za vodo in komunalne odpadke. Te so bile dolgo zamrznjene, s 1. januarjem pa je prenehala veljati uredba, ki je več let omejevala podražitve komunalnih storitev. Oblikovanje cen je po novem prepuščeno občinam, potrjujejo pa jih občinski sveti. Na Računskem sodišču so že izrazili bojazen, da višje cene komunalnih storitev ne bodo temeljile le na upravičenih stroških, zato so vladi predlagali, da bi cene ponovno zamrznila, dokler se ne uredijo odprta vprašanja. V Mariboru so mestni svetniki nove cene komunalnih storitev sprejeli že maja lani. Razlog za podražitve pa je dolgoletna zamrznitev cen teh storitev. Ker so se na drugi strani stroški električne energije in naftnih derivatov neprestano povečevali, komunalna podjetja s starimi cenami niso več zmogla zagotavljati pozitivnega poslovanja. Bila so kar dolga pogajanja in razprave na mestnem svetu
In sklepi, ki smo jih sprejeli, so imeli podlago v tem, da so vsi izvajalci gospodarskih javnih služb dali pravzaprav svoje stroške na mizo. Da šok ne bi bil prevelik, so se odločili, da bo dvig cen komunalnih storitev dvostopenjski. Prvič bo znesek na položnici za odvoz smeti za slabih 17% višji že februarja. Nato pa se občanom sredi leta obeta podražitev še za dobre 4%. Dvig bi pomenil nekje za stanovalce v blokih nekje 8 evrov na mesečnem nivoju, v individualnih hišah je malo več, to je nekje do 18 evrov na mesec. A podražitve komunalnih storitev očitno ne bodo udarile vseh občin enako. V Mariborski Snagi, kjer opravljajo storitev za 9 sosednjih občin, bodo cene oblikovali različno. Recimo občina Selnica, kjer delujemo, tam dviga sploh ne bo. Torej v nekaterih občinah so torej tudi te obstoječe cene tudi iz leta 2004 in tukaj gre tudi za največji predviden dvig cen, tudi na 30%. V primerih, ko podražitev presega 30%, pa bodo občine še vedno morale pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj je vlada tik pred zdajci sprejela dopolnitve uredbe. Skoraj 2 meseca po katastrofalnih poplavah, ki so v Dravski dolini povzročile večmilijonsko škodo, so posledice vidne še danes. Tudi na naravnem in kulturnem spomeniku Mariborski otok. Ta se po povodnji utaplja v tonah smeti, ki jih je prinesla voda. Takšna je podoba Mariborskega otoka skoraj 2 meseca po poplavah. Narasle vode so nanj odložile tone mulja in smeti. Malo sem razočaran, ker vidim, ribiči vedno pospravimo za seboj, dočim vidiš, koliko je te nesnage. Tisto, kaj za okolje skrbijo, se nič ne brigajo, da bi organizirali, da bi naredili akcijo, da bi počistili. Se ne naredi nič, popolnoma nič. To eni na druge prelagajo, tako je v naši Sloveniji, ne? Upravljavci kopališča na Mariborskem otoku so sicer imeli takoj po poplavah veliko dela. Mulj je namreč zalil bazene in strojnico kompleksa. Zaenkrat smo to sanirali do te mere, da bomo pač zdaj potem dalje spomladi kopališče lahko še zgleda usposobili za to sezono. Stroški so bili kar precejšnji, okrog 35 tisoč evrov. Športni objekti Maribor so sicer dosegli dogovor z Zavodom za varstvo narave, po katerem bodo lahko sanirali sam otok. Dovoljuje jim namreč le odstranitev smeti in lesa. Mi imamo zdaj ne ta teden, ampak v naslednjem tednu že pripravljeno ekipo, ki bo šla po otoku in pa seveda očistila še to, kar je nam ostalo v lanskem letu. Mariborski otok je bil sicer v poplavah prizadet manj, kot je sprva kazalo. Naravno življenje na njem pa naj bi se obnovilo v nekaj letih. Potem, ko je v Ljubljani zaradi zapletov po okužbi z virusom, ki povzroča obolenje dihal, umrla 2-letna deklica, že druga v zadnjem mesecu, so v murskosoboški bolnišnici zaradi povečanega pojavljanja akutnih respiratornih obolenj otrok omejili obiske na vseh oddelkih. Gre za bronhiolitis, za katerim pozimi obolevajo predvsem otroci. Zdravniki sicer opozarjajo, da je šlo pri obeh umrlih deklicah za dodatne zaplete, vendar kljub temu staršem dojenčkov in mlajših otrok svetujejo, da okrepijo higieno rok ter omejijo obiske. V zadnjih 3 tednih število malih bolnikov narašča tudi v Mariborski kliniki za pediatrijo. Dnevno hospitalizirajo več kot 5 otrok. Imamo tudi nekaj huje bolnih otrok za bronhiolitis, eden od njih je trenutno na enoti za intenzivno terapijo, vendar ni življenjsko ogrožen. Tudi mamica 9-mesečne Nike je prišla na pregled. V bistvu imamo nedonošenčka in imamo skozi bolana pljučka in to nam je skozi znano, preventiva, trgovine, druženja in tako naprej. Prav s preventivo lahko največ naredimo, da svoje otroke obvarujemo pred okužbo. Ključna je predvsem higiena rok, odsvetuje se obiskovanje nakupovalnih središč in množičnih prireditev, predvsem pa preprečimo stik z bolnimi. Ponavadi so bolj ogroženi zelo majhni otroci, potem otroci, ki so bili nedonošeni, predvsem pod 28. tednom gestacije, otroci, ki imajo kakšne kronične srčne bolezni ali pa kronične pljučne bolezni, ti zbolevajo težje. Pravih zdravil proti virusu ni, zato se večina otrok zdravi doma. Obisk zdravnika pa je nujen, ko otrok zavrača tekočino in se pojavijo težave z dihanjem. Ko začnejo stokati, otroci začnejo stokati pri dihanju, ko začnejo širiti nosna krila, ko dihajo za pomožno muskulaturo, tako da se vgrezajo mehki deli prsnega koša, pa nadključnične jame, ko dihajo močno za trebuhom, skratka, ko pospešeno in otežkočeno dihajo. V Mariborskem kliničnem centru posebnih ukrepov za zdaj še niso uvedli, vendar epidemija lahko še traja v prihodnjih 2 mesecih, zato pričakujejo povečano število obolenj.
S 1. januarjem so se združile nekatere slovenske srednje šole. Največ prahu je dvigala napoved združevanja samostojnih šol v nove šolske centre, kot se je to zgodilo tudi v Mariboru. Po novem so v šolski center na Teznem združene 3 tehniške in poklicne šole ter višja šola, strojna, elektro in računalniška ter lesarska šola. Vse omenjene šole so sicer med seboj zelo oddaljene, ena na Teznem, druga v središču mesta in tretja v Limbušu, kar je bil tudi eden izmed argumentov v pozivih njihovih ravnateljev proti združitvi. A na pristojnem ministrstvu jim niso želeli prisluhniti. Srednja lesarska šola z 250 dijaki, strojna s kakimi 580 ter srednja elektro- in računalniška šola Maribor s preko 800 dijaki so se po odloku šolskega ministrstva združile v šolski center Maribor. Sprememba naj bi bila le pravno formalna. Upam, da se s to spremembo ne bo res nič spremenilo, tako kot nam je obljubil minister Turk, in če se ne bo nič spremenilo, kot pravi, potem bo vse okej. Edina takoj opazna sprememba ob vseh napovedanih racionalizacijah v šolstvu je, da šol ne bodo več vodili samo ravnatelji, temveč nov skupni direktor. Na vodilnih delovnih mestih je ena zaposlitev več, prihranke pa pričakujemo v prvi fazi samo na področju javnih naročil. Največ pomislekov je že ob poleti predlagani združitvi imela srednja elektro- in računalniška šola. Dolgoletni ravnatelj Ivan Ketiš, ki je po skoraj 30 letih vodenja šole upokojen po novem zakonu, opozarja na dvojna merila šolskega ministrstva. Argumentom mariborskega Serša proti združitvi, namreč, da šola v centru ne more biti prepoznavna, da ne odloča o financah in da ne more imeti ravnatelja, kot želijo zaposleni, ministrstvo ni prisluhnilo. Ekonomsko gimnazijo v Kranju, kjer je pred prihodom na ministrstvo ravnateljeval državni sekretar Jurij Šink, pa so z današnjim dnem iz šolskega centra Kranj izločili prav zaradi prej naštetih razlogov. Jaz predpostavljam, da dr. Šink po mandatu, ali ko ga bo odnesel narod, bo našel zaposlitev v svoji nekdanji šoli in on dobro ve, kaj je biti v centru, kjer ne odločaš. On bo imel šolo samostojno, kjer bo odločal. Državna sekretarja na šolskem ministrstvu Šinka in Škrinjarjevo je Ketiš prejšnji petek prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, češ da mrežo šol prirejata lastnim interesom. Ta teden so se v Mariboru začele prireditve v počastitev Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokausta. Pod skupnim naslovom Šoa, spominjajmo se 2013, so na Prvi gimnaziji v Mariboru odprli razstavo Ana Frank, zgodba za sedanjost. Zgodbo mladega dekleta so se v vse bolj časovno odmaknjeno tematiko holokausta tako dejavno vključili mladi. Eden izmed namenov gostujoče razstave na Prvi gimnaziji Maribor je ohraniti živ spomin na holokaust skozi usode posameznikov. Če mi te stvari oživljamo, obnavljamo, pravzaprav dosegamo to, kar nacisti niso hoteli. Oziroma, če se nočemo s tem soočiti, naredimo točno to, kar so nacisti hoteli. Z temi ljudmi nastane nič, kar pa mislim, da ni prav. Bi se holokaust lahko ponovil tudi danes? Mladi vidijo mnogo vzporednic z današnjim kriznim časom. Brezposelnost je večja, ljudje so nezadovoljni, tak sistem imamo, vrste za hrano pri Rdečem križu se večajo in tudi v Nemčiji je takrat bilo tako. In to je bila tista atmosfera, tisto ozračje, ki je omogočilo, da se je vzpon takega človeka, kot je Hitlera. Gostujočo razstavo iz Amsterdama bodo kot presunljivo zgodbo o preganjanju in uničevanju Judov obiskovalcem predstavljali dijaki. Mislimo, da bomo dijakom in udeležencem dobro predstavili ta čas, da se tudi zavejo, da je to človeška napaka, da to ni bilo nečloveško, ker holokaust je človek ustvaril. Gostujoča razstava Ana Frank je na Prvi gimnaziji vsebinsko razširjena z avtentično mariborsko zgodovino, naslovljeno Anini mariborski vrstniki. Mislim, da smo lani s postavitvijo tlakovcev spomina začeli postavljati v javnost spomin o žrtvah holokausta v Mariboru in tudi s tem dodatkom letos ta spomin le še utrjujemo. Do 27. januarja, ki je Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, bodo tej razstavi sledila še predavanja, pogovori, simpoziji in razstava v Mariborski sinagogi.
Zaradi težav s snegom v zadnjih nekaj letih bo letos tekmovanje za Zlato lisico 14 dni kasneje kot običajno. Tekmi tako načrtujejo za 26. in 27. januar. Organizatorji upajo, da se bo vreme do takrat toliko spremenilo, da bodo lahko pravočasno umetno zasnežili progo, če ne bodo imeli sreče z naravnim snegom. Tekme si nikakor ne želijo seliti drugam. Organizatorji želijo 49. Zlato lisico na vsak način obdržati v Mariboru, saj bo glede na briljantno sezono Tine Maze gotovo ena najbolj obiskanih prireditev v zadnjih letih. Zaradi visokih temperatur pa je pravočasna priprava prog še vedno negotova. Zadnjih 14 dni oziroma 3 tedne nam je uspelo zasnežiti zgornji del veleslalomske proge do trikotne jase. Na spodnjem delu, na slalomskem delu pa potrebujemo 2 mrzli oziroma 3 mrzle dneve. Če nam to ne bi uspelo, potem imamo še variante selitve tekmovalne proge višje na Pohorje, kar pomeni, kar nekaj adutov še imamo. A vse, tako selitev v Kranjsko Goro kot odpoved Zlate lisice, so za Maribor zelo neugodne. Za turistične delavce prav gotovo pomenijo tisti šok, ker seveda vse stvari se potem prenesejo v Kranjsko Goro, kar nima pozitivnega učinka na samo mesto Maribor. Ne pride toliko tujih ljudi sem v Maribor, da bi izkoristili, mislim, turistično točko pa to. Tako je bilo lani to prvenstvo šahom, hoteli so bili precej polni. V Termah Maribor imajo v hotelih na Pohorju med Zlato lisico že rezerviranih približno 200 sob oziroma 50% zmogljivosti, kar ob drugih turistih štejejo za zelo dober posel. Zlata lisica se ponovadi odpove tam poprečno nekje 14 dni pred dogodkom oziroma včasih celo na krajši rok. Glede na to, da je to visoka sezona, recimo v Mariboru, je zelo težko nadomestiti te izpadle prihodke. Do prihoda snežnega kontrolorja, ko bo sprejeta dokončna odločitev o ustreznosti prog, je sicer še 13 dni. Zato organizatorji upajo, da bo 25 snežnih topov v kratkem lahko začelo zasneževati. Toliko o dogodkih, ki so zaznamovali prvi letošnji teden. Kar je še od njega ostalo, preživite prijetno in nasvidenje do ponedeljka.